Danes bomo imeli pa en mystery unboxing. Par mesecev nazaj sem naročil tole škatlo Hot Wheelsov, na katero sem do danes čist pozabil. Jaz nimam pojma, kaj je tla not, razen tega, da je 20 Hot Wheelsov. Na tej točki imam jaz ene 600 Hot Wheelsov, tako da jih načeloma ne kupujem v takih paketih, ampak tukaj je bila pa cena tako dobra, da se preprosto nisem mogel upreti. Ok, za tale mali paket pa moram reči, da so kar lepo napokani. Tukaj so večinoma iz 22 pa 23, ampak večino od teh jaz v svoji kolekciji ne še ne bi imel. Upam. Škarje bom umaknil, da me ne demonetizajo. Auto 1. Zelo prašen, ko po Camaro. O ne. O stari. Se zdi, jaz sem zvedel, zakaj so tile bili toliko poceni. Vsi so neki fucking zlimani skup. Stari, koliko je tla enega gratis prahu. Drugač pa razen tega, da so prašne, se pakunge zdijo dokaj v redu ohranjene. Še en Camaro, ampak moram priznati, da me pri teh ameriških castingih ful mod zaradi tega, ker nimajo detajlov za lučke, ali sprednje ali pa zadnje. Stari, tega Pontiaka sem se pa ful veselil. GTO je za moje pojme eden izmed najbolj underrated muscle avtov. Ja, pri cerkvi snemam. Jesus. Mi je pa všeč, ker je večina telih avtov iz 22 in jaz iz tega leta res nimam veliko modelčkov. Pa da ne bojo sami muscle car, je tukaj le še Digital Miata. Očitno sem naročil kar dva taka Civika, čeprav se mi zdi, da imam enega takšnega že doma. Yes, ok. Tale modelček je pa eden izmed največjih razlogov, zakaj sem tale paket sploh vzel. A veš, da v svoji Hot Wheels kolekciji še nisem imel Honda S2000 in tale rdeča je ena izmed najlepših. Mustang? Oh, yes. Tele Falcon livery iz 2023 so full underrated in sem full happy, da sem dobil še enega tegale Mustanga. Ampak tale se prav vidi, da je let novejši zaradi tega, ker je dost manj prašen kot ostali. Zdaj pa glede na to, da je tukaj leta star, upam, da bomo dobili še novejšega. Pač dejansko se ne spomnim, pa sem naročil stari. Tale 2+2 Mustang, ki je mičken daljši, ki navaden casting, moram reči, da se mi iz nekega razloga full dopade. Ampak tale je pa, tale pa mora biti eden izmed najjačih. Jaz ne morem verjeti, da je Hot Wheels dejansko naredil casting Shelbyja, ki ima detajle v zadnjih lučkah. Prav tega dobiš naslednjič, ko se vidva. Mazda RX-7, tale je malo starejša, tale je iz leta 2020. Pa še ena RX-7-ka, ampak tale ni the cool one. Očitno smo prišli do japonskega dela, ker imamo tukaj Honda NSX, pa pol je zraven še tale ta zelena Integra. Takon ga je v mičkem bolj bogem stanju, ampak glede na ceno, za katero sem dobil tele, se res ne morem veliko pritoževati. Ful sem pa vesel, da sem končno dobil en casting tegale, ta novega Nissanovega Zija. Zgodba tega avta v real life je ful tragična. Nisem se končno potrudil, da je naredil nek nov športen avto in na koncu je izkazal, da ga je folk pozabil praktično takoj zatem, ko je ven prišel. V Evropi jih itak nomo dobil, ampak vsem škoda. Pa še en Subaru, tele barve še nimam. Ok. Evo, Zi še v eni barvi, čeprav moram reči, da je rdeča mičkem bolj cool. Ta zadnji mainline je pa tale Firebird, ki me v bistvu pač noro spominja na tega Camarota. Zdaj pa the big one, zaradi tega, ker sem poleg vseh teh mainlineov naročil še enega premiuma. Honda NSX Type R. A mi je sploh treba povedati, da sem jaz Japanese fanboy? Se mi pa zdi kar prav pred, da je japonski, ker tale pakunga zgleda, da je šla čez eno Hirošimo. In to je to. Short and sweet. Zdaj, ko gledam takole, se mi zdi, da sem v bistvu dobil kar v redu deal. Res pa je, da bom čez njih mogel iti kar z eno coto za prah. Morbiti večkrat. Hvala, ker si pogledal do konca.